četrtku. Danes bomo govorili o elektrolitih in ionski moči. Elektrolit je snov, ki pri raztapljanju disocira na ione, s tem pa raztopina postane električno prevodna. Ionska moč pa je merilo za koncentracijo ionov v raztopini. Za naš poskus potrebujemo 4 kozarce, sol, sladkor, vodo iz pipe, destilirano vodo, žlico in barvne vodne perlice. V 3 kozarce smo natočili vodo iz pipe, v četrtega pa destilirano vodo. V enega izmed kozarcev smo nato stresli še žličko sladkorja, v drugega pa žličko soli. V tretjem kozarcu smo pustili le čisto vodo iz pipe, v četrtem pa le destilirano vodo. V vsak kozarec smo dodali tudi 3 vodne perlice enake barve. Vodne perlice bomo v kozarcih pustili približno 5 ur. Vas pa izzivamo, da poskusite uganiti, kaj se bo zgodilo v posameznem kozarčku. Ali bo na koncu kakšna razlika med perlicami. Pa poglejmo, kaj se je zgodilo. Perlice so se v vodi močno povečale. Perlice v sladkorni raztopini so zrastle približno toliko kot tiste v navadni vodi. Perlice v kozarcu s soljo so ostale precej manjše, medtem ko so perlice v destilirani vodi bistveno večje. Sposobnost vpijanja vode je odvisna od koncentracije soli v vodi, v katero so potopljene perlice. To imenujemo ionska moč raztopine. Manj kot je soli, bolj perlice nase vežejo molekule vode in vpijajo vodo. V destilirani vodi, ki je popolnoma brez soli, se lahko perlice povečajo tudi do 500-krat. V solni raztopini pa se njihova velikost komajda poveča. Sol namreč ovira notranje vezi med vodo in perlicami. Sladkor na sposobnost vpijanja vode ne vpliva tako močno, vseeno pa je njegov učinek izrazitejši kot v primeru same vode. Vkolikor pa bi še dodatne vodne eksperimente radi želeli izvajati sami, pa vabljeni v Tehnopark Celje, kjer lahko kupite komplet za mlade znanstvenike. Se vidimo v naslednjem eksperimentalnem četrtku.